Krvi nisem dobil, dolga zgodba, ne sprašuj. Ko se še zaliman, ju. Dobro jutro. Kaj slišiš? Tale vlog bo mogoče malo drugačen. Danes me čaka zelo busy dan. A veš, to bo in tako bolj osredotočeno na to, kako se stvari počas, ampak zanesljivo, hvala Bogu, vračajo v ene take razmeroma ustaljene smernice, vsaj kar se mojega življenja tiče. Danes se ne bomo osredotočili na en avto, videl boš kar 3, 2 imam doma, enega še prevzamem. V bistvu te bom pelil čez en moj, dajmo reči temu, tipičen dan. Ta prva stvar, pozabil sem dati avto filat, zato ker sem malo smota. Ker vidiš za mano sta 2 testna avtomobila. Ta prvi je Nissan Leaf. Lega modela, moral bi ga včeraj zvečer premakniti malo bližji bajte, zato da bi ga preklopil na štrom. In ta drug avto zadnji pa, a vidiš, te dva sta v žlaht, tako precej. Obenem se pa ful razlikujeta, ne? En je 100% električen avto, ta drug je pa predstavnik zelo popularnega SUV segmenta. Imenuje se pa, se vemo, ne? Renault Koleos, s tako ta fino opremo. Vidiš, kaj piše? Inicial Paris. Parigi. Moram pa ta vrata zapreti. Soseda gre v službo, dobro jutro. Nje, pozdrav. Za laufi, 0 emisijone. Zdaj pa jaz tega preklopim. Punce moram zbuditi. Ta mala bo treba v vrtac spraviti. A si videl, ko sem gumbek pritisnil, pa je tale po koncu skočila? Evo, no tiš takole. Pravo še vzeti iz kufra še kabel, kjer je zdaj ta prava, veš, kaj sta 2, aha, tale. Kole. Pa ta drug del, točen, sem le noter. Evo, si sliš to? Ok. Leaf se fila, zdaj moram pa par stvari narediti, preden punce v luft vržem. I'll give you 5 more minutes, okay? What's up? Are you kidding me? Go, man. Veš, ko ti otrok spustil na roče en tak lep topo prdec za dobro jutro. Go get ready, I'll be down in a second, okay? Ok, vrtac porihtan, zdaj pa na hitro v knjižnico. Gač pa kar se dosega pa napolnjenosti baterije tiče, 52%. In tukaj pri bateriji od Leafa nimam niti ene pritožbe. Lej, Ljubljana pa nazaj z največjo lahkoto. Tukaj piše enosmerna karta v deželo večne tragedije. To drugač ni smešen. In grede s sabo vozim zadnjo polico od Mazde CX-30, ko sem jo rabil, sem čistil kufr, pa sem jo odstranil, pa ko sem avto vrnil, sem jo pozabil vrniti, tako da moram še to nazaj peljati. Evo, roba za knjižnico. Pa zdaj, ko imam 1 minuto časa, bi te rad opozoril na, pa se bo tu ful hecno slišal, na en hashtag, ki se imenuje AMZ skrbni. A veš, AMZS, pa se to skozi trobom načeloma poznamo kot nekoga, ki ponuja storitve, pomoč na cesti, članstvo, motorevija njihova, Jure, zdravo. Pravzaprav AMZS smo, ker sem štejem že nekaj časa tudi sebe in sem na to neverjetno ponosen, vedno pripravljeni pomagati vozniku. Ampak ko pa zagusti, ne, takrat se pa pol vidi. A se boš lepo skril, pa boš rekel, ej, dajte porihtati, no, se vidimo pol. A boš pa rekel, ej, kako pa na kakšen način pa lahko jaz pomagam. Ok, zdaj pa da jaz tole vrnem. Najlepša hvala. Ok, kje sem ostal? Evo ga. No, zdaj te verjetno zanima, ne, na kakšen način je pa AMZS lahko v tem primeru pomagal. Stari, lej, bom povedal sam te najbolj osnovne podatke. Do ideje je prišlo 1. aprila. V času, ko je bilo gibanje za marsikoga ne samo omejeno, ampak celo prepovedano, so bili pa vsem ljudje, pa službe, ki se temu niso mogli izogniti. Odločili smo se, da z mobilnostjo, kjer smo res doma, dejansko smo z mobilnostjo pomagali vsem tistim, ki so bili v najhujših dnevih v prvih bojnih linijah, zaposleni v bolnišnicah, zdravstvenih domovih za ostarele. Zdravstvenim delavcem smo omogočili vožnjo na delo in nazaj domov. Kadarkoli. Ura ni bila pomembna. V Kopru, v Kranju, v Novem mestu, v Celju, v Mariboru, pa valjda tudi v Ljubljani. In to je bil sam vrh ledene gore aktivnosti, s katerimi je AMZS pomagal. To, kar pravzaprav dela že 110 let. In grede na to sem fejst ponosen, da sem del kolektiva, ki mi ni vseeno, pa ne sem to, da stop 2 koraka naprej, pa se izpostavil tudi takrat, ko mogoče niti ne bi bilo nujno potrebno. Takrat se potem pozna razlika, ne? Ali si tukaj sam, da dinarčke služiš, ali si čist zares ta prav prijatelj.
pa pomagaš. Ok, zdaj pa dosti, jaz moram v Ljubljano, prevzamem še enega Hyundaija, moram še na banko. Olej, škarce. Tec je malo žen, do Ljubljana bi sicer zlahka pršel, ampak ko bom tam, pa ne bi rad cincal za vsak kilometer, tako da sem se ustavila za 20 minut, pa gremo pa naprej. Evo, v 20 minutah sem prišel iz 10 oziroma 11% baterije na 30%. To pomeni dobrih 100 km dosega, kar je več kot zadost. Za danes, za zdaj. Aha, pa avto sem ugasnil, bravo. Ful pomaga, če ga prižgeš, ko bistveno dlje prideš. Ok, na banki nam lih razlagal, kaj sem počel, ne? To pa res ni tvoja stvar, zdaj gremo pa naprej. Olega, Audi 80, ta zga imela pa moja mami. A veš, tako da mora Leaf kakšen dan počakati, zato ker danes prevzamem, bom pokazal, tak, ful je luštno. A vidiš, ključe imam, avto je pa tale, ta srednji. Lega, a ni lušten, to je ta nov i10 in avto je že v štartu tako simpatičen, da še preden se peleš, preden pravzaprav karkoli veš, rečeš, hej, mi da so razumela. Mislim, to si želiš, ne? Da ne veš, da ni prisrčen, no? Pa tale rdeča strehca, tukaj zadnji en lušten napis, pa pol. Kao en difuzor, a veš, no, to ne kupam. Ampak malo ekstra karakterja, to mu pa da. To pa drži. Ja, pa feltne, ne, ti so tudi kar v redu, ne, tako malo nazobčane. Pa 4 krake, fajn. A veš, se je zgodilo zdaj, da nekaj časa že nisem vozil ali pa imel komo 3 minuta floti enega res mehkega cute avtomobila. Čakaj, je bilo okej? Naš tazga, ne? Fajn. Ok, pičimo. Shit, skoro sem pozabil vzeti. Troški zid bi bilo fajn sabo vzeti, pa uno od Mazde tudi, ne? Prva postaja Rudnik, gremo na Mazdo. Evo jih, CX-30-ke. Mislim, da je bila moja tale. Moja bo Dimitri kmal, tukaj Dimitri od Mazde PR-a, veš? Aha, od delač, ok, dober. Takole. Evo, stvar urejena. Pa kdo meni povedal, da vmes nekaj med zobmi, to pa ne, ne? Res se režiš, ne? Potrki. Na zaslon. Čalo! Med enko pa dvojko. Metivo. Zdaj pa, če sem že na Rudniku, lahko poberem še špegle. Čakaj, idem gor. Ja, v redu je. Pa vidiš krpico v učkah. Ves čas s sabo nosim. Zaradi očal, zaradi kakšnega prahu v avtu. Merkur, par evrov pa jih dobiš koliko? 7-8 v paketu. Različne barve. Ok, zdaj pa volan, kva? A, volan, fantje, sta si svoj profil naredili, le? Čakaj, radio ne rabimo, greš, predvidevam do setup, profile, evo pa imaš profil volan, profile imidž, a ste dal kaj, fantje? Cesto, dober. Pa bom jaz zamenil, komotar, prav, a ne, to pa ne, konotar pa nisem, ok? Profile imidž, imamo še kaj, imamo! Dajmo za foro jagode. A je torta je to? Galaxy, ne, čak, pa 40 Pro bomo zrihtali tega modela. Ok, znači to je to. 2 uri kasneje, s piči pokijem so prišla domov, to malo sem pobral na tečaju rolanja. Krvi nisem dobil, dolga zgodba, ne sprašuj. Lušten dan, v katerem sem naredil nič, sam pa v pravkih sem skakal. Ampak tudi to je včasih nujno potreben, predvsem pa tega je bilo prej manj. Na en način sem zelo vesel, da se življenje, tudi kar se tiče testiranja avtomobilov, na normalen način, z vožnjo kamorkoli, praktično kadarkoli, vrača v ustaljene terence. To. Pa še to sem spravil ven iz sebe, kar sem želel v povezavi z AMZS. Ptički čivkajo, tako kaj zjutraj slišiš? Aha, ok, to za danes. Ziher sem kaj pozabil. Če ne pa še nazaj prijem.